Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Referendum o pokrajinah bo. Poslanci državnega zbora so po burni razpravi glasovali o predlogu za izvedbo referenduma o pokrajinah. Ob obstrukciji opozicijskih poslancev iz SDS, LDS, Zares, Lipe in SNS je bil na koncu rezultat glasovanja 44 za in 2 proti. Tik pred glasovanjem pa nam je goreč zagovornik uvedbe pokrajin, poslanec SDS Franc Pukšič, povedal, zakaj referendum o pokrajinah mora biti. Zato, da opoziciji damo možnost, da naredi tisto, za kar je bila plačena 4 leta. Kriva je opozicija, ker 8. oziroma 1. februarja letos ni glasovala za ustanovitev pokrajin. Po glasovanju pa nam je vodja poslanske skupine Desus Franc Žnidaršič, ki prosim, da se ga ne zamenjuje s kakšno mojo rodbino, ker si nisva v sorodu, niti si nočeva biti v sorodu, oziroma jaz nočem biti v sorodu z njim. Nihče iz naše familije ni šel v politiko, to da se ve, lepo prosim, razen mojega strica, ki je bil policaj. Ampak okay, to ni politika. Je pa bila politika, ker je bil na vrh. Tam, ker se piramida v špičko stakne. Moj stric, Janez Žnidaršič. Torej, Franc Žnidaršič, ki se je vzdržal, je pojasnil, kako naj si po njegovem mnenju razlagamo rezultat. Rezultat je pač tak, kot je želela večina koalicije. Mi nismo mogli uskladiti stališča, kar je pač neprijetno, ampak tako je pač življenje. Še vedno ostajajo možnosti, da stvar ne bo šla naprej na odboru, pa tudi ostaja velika možnost, da bojo državljani spregledali igro večine koalicijskih partneric, ki želijo z ponudbo pokrajin rešiti svojo majhno, ta hip politično podporo na volitvah jeseni. Davčna uprava naj bi odkrila utajo davkov SCT-ja za 5 milijonov jebenih evrov. In ko smo že pri tajkunih, mimo grede, zahvale našemu novemu sponzorju v oddaji Vesti na vesti. Brez vas ne bi preživeli. Čeprav na zdravu bom, ampak nimam drugega odpirača. Takole, po partizansko. Zdravo, Boško. Odličen je. Torej, Marjetka Štemberger, vodja sektorja za davčni nadzor, pa nam informacije sicer ni mogla potrditi. Kako lepo diši to Laško. Miris novca. Nam informacije sicer ni mogla potrditi, je pa povedala, koga trenutno preiskujejo na SCT-ju. Trenutno opravljamo ciljne inšpekcijske preglede na področju gradbeništva in pa prometu z motornimi vozili, ker sta to dve zelo rizični dejavnosti in tukaj tudi ugotavljamo največ nepravilnosti. Drage gledalke, dragi gledalci, mimo grede, morda se bodo z vaše strani pojavile kakšne, verjamem, dobrohotne in dobronamerne kritike, češ, zakaj pa na vesti tako radi pokleknete pred sponzorji. Naj vam povem kar naravnost, dragi prijatelji in drage prijateljice. Radi in brez težav pokleknemo ob tako kvalitetnem produktu, kot je Laško pivo. Pa tudi finančnega prispevka naši oddaji smo zelo veseli. Boško Šrot je za nas svetnik. Banka Slovenije pa je predstavila poročilo o finančni stabilnosti. Guverner Marko Kranjec je opozoril na nadaljevanje tendence zadolževanja. Dodal je, da je finančni sistem sicer v sorazmerno dobrem stanju. Odgovoril je tudi na vprašanje o vlogi Banke Slovenije pri menedžerskih odkupih. Zanimivo, ni pa povedal nič o Laškem pivu. Mi smo vse to gledali in na osnovi vseh informacij smo tudi delali sklepe in priporočila in ukrepe, če se je pokazalo, da je bilo to kreditiranje tvegano. To, kar se je zadnje čase dogajalo, da so se odkrile povezave, ki jih prej ni bilo,
to ni naloga Banke Slovenije, niti možnost ne. Mi teh informacij nimamo. To se je dobilo zdaj po drugih kanalih. Tako da bodo tudi drugi kanali morali na to vprašanje odgovarjati. Na Fakulteti za družbene vede so razpravljali o kolektivni pogodbi v javnem sektorju. Debate so se udeležili predstavniki sindikatov, dekani nekaterih fakultet, profesorji in tudi študentje. Branimir Štrukelj pa je takole opozoril na dileme privatizacije visokega šolstva. Ta skozi nekaj opozarja. Skozi ima neke dileme. Skozi nekaj narobe z visokim šolstvom. Bojim se, da ima prav. Če zdaj poznamo neke primerjave z Rusijo, ki, kar se tiče privatizacije, se mi zdi, da smo tukaj v zelo podobni situaciji, kot je Rusija in recimo Poljska, kjer imaš univerzo tako, da imaš tajnico in fikus, in potem začneš ljuditi okrog študente, ki poskušaš z njih pač iztisniti čim več denarja. Ob izidu prve številke Novega maga so novinarji in urednika Silvester Šurla ter Ivan... Prosim? Reporter. Še enkrat. Ob izidu prve številke Reporterja so novinarji in urednika Silvester Šurla ter Ivan Puc predstavili novo revijo. Boštjan Kreft, lastnik podjetja Prava smer, ki izdaja Reporter, je ob tem povedal tudi, da je edini lastnik novega medija. To ni nalepka, sem mislil, da je nalepka to čez, da spod piše mag. Lastništvo Reporterja je v Pravi smeri, ki je 100% v moji lasti in vsa namigovanja, da tukaj gre, ne vem, do pivovarn Laško, do delo revij, zavračamo v tem primeru. Mislim, to je malo. Se pravi, vi ste edini lastnik, nimate partnerjev? Ne. Ste v kakšni stranki? Ne. Ste kakšen simpatizer kakšne stranke? Ne, zaenkrat ne. O odseljevanju mladih z Goriškega, komentar dneva, naš najmlajši, komaj polnoletni državni svetnik Matej Arčon. Hvala za ta kompliment. Torej, spregovoril bom o odseljevanju mladih družin na Goriškem, in sicer po padcu meje je v zadnjem času na Goriškem zaznati pojav intenzivnega in velikega odseljevanja mladih družin v bližnjo Gorico. V Novi Gorici je povpraševanje po novih in starih stanovanjih bistveno večje od ponudbe, v sosednji Gorici pa je ravno obratno. Ker se bistveno razlikujejo cene premičnin, tudi do 700 € razlike, se vse več mladih iz Goriške odloča za nakup stanovanja na drugi strani nekdanje meje. Razlog za odseljevanje mladih družin pa ni samo bistveno nižja cena, ampak tudi subvencija strani sosednje pokrajine, ki za nakup prvega stanovanja mlade družine subvencionira v višini od 17 do 25 tisoč evrov. Te subvencije pa smo ob vstopu v Evropsko unijo in menjave stalnega bivališča deležni tudi Slovenci. Tudi stroški javnih komunalnih storitev se bistveno ne razlikujejo. Po nekaterih podatkih so v sosednji Gorici celo nižji. Prepričan sem, da padanja cen na Goriškem še dolgo ni pričakovati in da se cene stanovanj v obeh mestih po padcu meje ne bodo tako hitro poenotile, če se sploh bodo. Za zajezitev tako imenovanega drugega bega možganov se nedvomno potrebni ukrepi tako strani lokalne skupnosti, kot tudi strani države. Zato predvsem od lokalne skupnosti pričakujemo, da se tega problema sploh zavedajo in začnejo z aktivnejšo zemljiško politiko. V proračunu iz naslova davka od nezazidanih stavbnih zemljišč pa namenijo denar izključno za nakup zemljišč in subvencij po zgledu sosednje Italije, ter da pritegnejo Republiški stanovanjski sklad kot investitorja tudi na območje lokalne skupnosti. Čez mejo hočejo mladi? Sta Staro Gorico? Hodijo na veliko. Ne me zabava. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V dneh Evrovizije kolektiv Narobov v Cankarjevem domu jutri pripravlja že 7. improvizijo. Za pokušino vam predstavljamo nekaj posnetkov z vaje. Čaka nas
največji pompozen, glamurozen dogodek, bolj evrovizijski od Eurovizije. To nas čaka. Hič, duhovita, elegantna voditelja, ki menjata obleke vsako drugo pesem. Še vreme. Ob oblačnem vremenu bo v Sloveniji sonca bolj malo. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Nasvidenje.